V petek 18. marca so godbeniki, člani kulturnega društva Godbena pihala Slovenske Konjice, odprli svoje vrata za javnost in tako na najbolj učinkovit način predstavili svoje prenovljene prostore na Starem trgu v Slovenskih Konjicah, kjer ima godba sedež in deluje že zadnjih dobrih 40 let. Ob tej priložnosti so radovednim obiskovalcem pokazali rezultate svojega dela preteklih let, ki je povezano z mnogimi nagradami in priznanji, pridobljenimi lokalno in tudi širše. Člani društva so posebej ponosni na rezultate obnove objekta, ki so jo v večjem delu izvedli sami, z lastnim delom, ob pomoči sponzorjev in prijateljev, ki so pri obnovi pomagali materialno, kot tudi z nasveti in z izvedbo del. Pomembni del predstavitve je bil seveda tudi vadbeni del, kjer so si lahko obiskovalci v živo ogledali potek vaj in vsebino vseh tistih ur, ki jih godba navaja kot ure priprav na koncerte in druge nastope in se jih na letni ravni nabere ogromno. Vaje potekajo vsaj dvakrat tedensko, ob torkih in petkih med 19. in 21. uro. Ponavadi so vaje skupinske, občasno pa so za zahtevnejša glasbena dela tudi sekcijske, kar pomeni vaje po skupinah inštrumentov s podobnim ali enakim glasbenim zapisom. Za večje projekte, kot je na primer božično-novoletni koncert, pa se člani godbe odpravijo tudi na dvodnevne priprave, kjer lahko v miru in skoncentrirani izvadijo najzahtevnejše skladbe koncertnega programa. Obiskovalci so si lahko gledali tudi inštrumente, ki so srce vsakega godbenika, nekatere med njimi so lahko tudi preizkusili. Gostom je prisrčno dobrodošlico zaželel tudi predsednik kulturnega društva Godbena pihala Slovenske Konjice Domen Štefanič, ki je tiste, ki že imajo podlage in glasbena znanja, povabil k preizkusu in kasnejšemu vpisu med člane konjiške godbe. Danes smo v velikem številu tu in nekak je priložnost tudi, da slišite, kako potekajo godbene vaje, pa da uživate v glasbi. To je to z moje strani. Zdaj pa predlagam, da kar pričnemo, ne? Dneva odprtih vrat se je udeležilo tudi nekaj malčkov starši in bivših članov Godbena pihala Slovenske Konjice, ki jim je bila tovrstna predstavitev godbe še posebej zanimiva.